Lep pozdrav vsem z moje strani. Pred manj kot 14 dnevi sem na znakih opozoril, da imamo en zelo velik sanitetni in varnostni problem. Če se štejemo vse skupaj embalažne kupe, smo ocenili, da je naša država se utaplja v odpadkih in da imamo en velik ekološki problem. Zaradi same prostorske stiske na odlagališčih izvajalcev javnih služb nismo prišli samo do sanitetnega in okoljskega problema, prišli smo tudi do varnostnega problema, saj niso mogli več zagotavljati in tudi zdaj ne more zagotavljati varnostnih protipožarnih ukrepov. Zato sem že takrat napovedal interventen zakon, s katerim želimo urediti kupe za nazaj in vzpostaviti neka nova pravila igre za naprej. Jaz sem začel dialog z deležniki, prejšnji teden smo imeli posvet na gospodarski zbornici z izvajalci javnih služb, z družbam za ravnanje z odpadki, s Ceroti, v državnem svetu, na komisiji, tudi na koaliciji s poslanskimi skupinami opozicije. In prišli smo do tega, da moramo zagotoviti tudi ukrep za čas do sprejetja interventnega zakona. Zato sem danes na vladi predlagal dopolnitev uredbe o ravnanju z odpadno embalažo, v kateri smo zagotovili, da če izvajalci javne službe ne morejo oddati embalaže družbam za ravnanje z odpadno embalažo, lahko to naprej oddajo tudi predelovalcem. S tem smo spekter družb, ki morajo sanirati problem, odprli. Dodali smo noter tudi to, da strošek te sanacije bo krila država iz proračuna. Za to odločitev smo se odločili na podlagi 11. člena Zakona o varstvu okolja in po hitrem postopku, to pomeni, da uredba je jutri objavljena v Uradnem listu in v soboto začne veljati. Skupaj z Ministrstvom za javno upravo bomo tudi pripravili navodila, kako izvajalci javnih služb zdaj pripravijo te razpise, zberajo izvajalca in pa potem kakšna dokazila morajo posredovati nazaj na ministrstvo, da mi lahko to krijemo. Zavedamo se, da to ni sistemski ukrep. Mi bomo v tednu 12. novembra začeli pripravljati tudi novo verzijo Zakona o varstvu okolja, v katerem bomo koncept ravnanja z embalažo in z drugimi odpadki postavili v veliki meri na novo, predvsem zato, da bo stvar delala, predvsem zato, da ne bo prihajalo do problemov, kot jih imamo zdaj. In to vse bomo, tako kot sem povedal, tudi na posvetu v petek spet delali z deležniki. Tega dialoga je bilo premalo do zdaj in jaz mislim, da na tak način ga bomo rešili. Torej, mi smo zdaj zagotovili pogoje, da lahko do spremembe interventnega zakona te kupe rešimo in pa potem z interventnim zakonom naprej tudi vzpostavimo neke pogoje, da ne bo prihajalo več do razmer takih, ki jih imamo zdaj. Hvala. Hvala ministru. Vaše vprašanje ministru na to temo. Izvolite, POP TV. Susana Perman, POP TV. Gospod minister, verjetno ste deloma v svojem govoru že odgovorili na moja zastavljena vprašanja, pa vendar, ker mi jih je novinarska kolegica poslala in kar prebrala. In sicer na kakšen način, kako hitro bo sprememba uredbe o ravnanju z odpadno embalažo rešila ta vseslovenski problem kopičenja embalaže na deponijah, celostno verjetno težave ne more rešiti, kako daleč je priprava novega zakona, kdaj bo sprejet, kako boste zagotovili, da se stvar ne bo ponovila in še to se ni dalo ukrepati hitreje, glede na to, da komunale na to opozarjajo že mesece. Ja, veste, da lahko jaz oblikujem okoljsko politiko od 13. septembra naprej. Jaz ne bom kazal s prsti za nazaj, zakaj je do tega prišlo. Tudi samo Računsko sodišče se je zelo temeljito lotilo pregleda teh vsebin, tako da jaz mislim, da bodo tam tudi zaključki zelo zanimivi. Tako kot sem povedal, ukrep do sprejetja interventnega zakona je bila, da sprejetje današnje uredbe, jutri objava v Uradnem listu, v soboto začne veljati. Navodila bojo šla tudi izvajalci javnih služb, kako postopke peljati. Predvsem je pomembno, da zagotavljamo denar iz proračuna Republike Slovenije, iz našega ministrstva, s tem zagotovimo pogoje, da se to lahko odpelje. Računamo, da velik del teh kupov se bo do sprejetja interventnega zakona že naredilo. Z samim interventnim zakonom spet urejamo stvari za nazaj, kar z uredbo ne bo rešeno, postavljamo neka pravila tudi naprej, podlago tudi v še dodatni sprejetjem dopolnitve te uredbe, kjer bomo tudi 15 ton delež spustili na nič, da bomo šli v smer, koliko proizvedeš, toliko tudi plačaš.
Samo dopolnjeno, koliko denarja menite, da bo to bremenilo slovenski proračun in pa še glede na to, da je ta seja res trajala rekordno hitro, ste danes morda razrešili državno sekretarko na finančnem ministrstvu? Govorimo o finančnem okviru 3,5 milijona evrov. Vlada je danes potrdila predlagano vsebino na seji. Seja se pa končala hitro, zato ker smo učinkoviti in bi radi šli delati vsebino. Zakaj ste... Hvala, naslednje vprašanje. Glede, če lahko sam... Pardon, se opravičujem, gospod Vodušek, kolegice pred vami. Sara Neubaver iz TV Slovenija. Ali bo interventni zakon sploh potreben, če se te stvari da narediti z uredbo? In kdo so, ali bodo v bistvu te iste družbe za ravnanje z odpadki, ki bi že do zdaj morale te odpadke odvoziti, zdaj to storile za dodatno plačilo? Sam zakon, interventni zakon naprej bo potreben, predvsem zato, da noter uvajamo že vsebino, ki je rezultat odločbe upravnega sodišča. Vemo, da nekateri spori tečejo. Sam zakon je potreben tudi zato, da bomo lažje potem zahtevali nazaj regresivno plačilo od teh podjetij. V ta proces sanacije bojo vključena podjetja, ki bi na nek način to mogla že delati. Trenutno je interventna situacija in zdaj morajo vsi pristopati v aktivnost, da bomo te kupe sanirali. Potem naprej pa že v samem interventnem zakonu vključujemo večji nadzor inšpekcije in tudi to, da bo nekdo, ki ne bo izvajal svojih dejavnosti, tudi kaznovan. Še to v interventnem zakonu ste predvideli tudi reševanje problema teh odpadnih nagrobnih sveč, ampak svečari so ta teden vzpostavili neko novo skladišče, pravijo, da bodo oni sami odpeljali vse te kupe in da skratka ne rabijo interventnega zakona. Imate vi, mislim, kaj to zdaj pomeni za interventni zakon? V tem interventnem zakonu bomo še vedno vključili področje sveč, tudi podjetja, ki se ukvarjajo z predelavo sveč, so v petek bila na posvetu. Ugotovili smo naslednje, da je problem z nakopičenjem sveč prišel predvsem zato, ker je bilo pogorelo to predelovalno podjetje v Ljutomeru. Dobili smo informacije, da se nove predelovalne kapacitete vzpostavljajo v Sloveniji. Informacije imamo, da naj bi se ta stvar sanirala do poletja naslednje leto. Dokler stvar ne bo sanirala, moram jaz interventno ukrepati. Ker pa pozitivne informacije prihajajo, Serena, se mi že igramo z postavitvo koncepta naprej. Od 1.9. naslednje leto bo tudi to, da zdaj ne bomo v en smetnjak metali in elektronske in navadne sveče, ampak bo ta smetnjak mogel biti pregrajen, tako da bomo že na začetku upravljali prvo reciklažo, posebej elektronika, posebej navadna sveča in računam, da do poletja naslednje leto problema s svečami v Sloveniji ne bo več. Naslednje vprašanje. Če lahko, samo tisto, kar je Suzana prej vprašala, če lahko potrdite okrog razrešitve. In zakaj? V bistvu to tudi moje vprašanje ponavljam. Jaz lahko še enkrat ponovim, da je vlada danes potrdila predlagane vsebine. Zakaj? So bile na dnevnem redu. Zakaj je bila razrešena? Kaj je bil razlog? Poglejte, jaz lahko komentiram stvari na področju odpadne embalaže, zato sem danes tukaj, zato sem tudi pristojen minister. Kar se tiče gradiva na seji vlade, smo potrdili to, kar je bilo predlagano. Prav. Najlepša hvala.